Vsaka kriza pravijo tudi priložnost, ne? Čeprav nekateri pravijo, kriza je kriza, pika konc. Ne razmišljati o tem, kaj država lahko naredi zate, ampak kaj ti lahko narediš za državo. V prvi vrsti bo v Sloveniji morali priti do nekega političnega preloma, premika v glavah ljudi. Evropska unija na stotine milijonov investira na raziskovalna področja. Spodbujanje kreativnega, ustvarjalnega človeka. Ne? Tega je v Evropi zelo malo. Davki so problem, sploh na način, na katere so se višali v zadnjih 4 letih. In če se bo šlo celo tako daleč, da se v Ukrajini omeji število vojske, ki jo lahko razvije, to pomeni, da Rusija ostaja neposredna varnostna in s tem eksistenčna grožnja za Evropo. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Bika za roge. Tokrat ponovno odgovarjamo na vprašanje, kakšna je prihodnost Slovenije. Tokrat je moj gost, dr. Matej Avbelj. Pozdravljen, Matej. Živijo, pozdravljen. Matej, mislim, da je bilo 25 let nazaj, smo skupaj igrali fuzbal, ne? Danes pa te lahko prebiramo v kolumnah Financ in spremljamo po televizijskih prispevkih. Si eden bolj izpostavljenih glasov naše generacije. In sem te želel povabiti sem, da tudi ti poveš svoj vidik glede tega vprašanja. Ja, hvala za povabilo. Ko me spomniš na 25 let nazaj, na tiste fuzbalske dni, se mi dobesedno zaiskri v očeh. To so bili krasni časi in bi z veseljem marsikaj, kar imamo danes, kot praviš, tudi glede javnega oglaševanja, z veseljem zamenil za tisti fuzbal takrat. Ja, če se ne motim, ne vem točno, če se spomniš, ampak 11. september 2001 sem jaz doživel na tistem nogometnem igrišču, kjer smo igrali fuzbal. A si bil ti takrat zraven? Tega se pa ne spomnim. Težko, ne, ker jaz sem takrat bil na nekem drugem mestu kot študent, nekje sem upravljal študentsko delo in se točno spomnim, kako sta se v New Yorku podelala tista dvojčka. Internet je bil takrat še zelo počasen, tako da sem skoraj prepričan, ampak se veš, za nazaj spomin precej laže, da takrat niso bila na skupnem nogometnem igrišču. Ja, no sej, sem se spomnil na to, ker jaz se spomnim, kje sem bil za 11. september. Vsak se spomni, kje je bil 11. septembra. Ne? In vem pa, da smo na tistem igrišču igrali fuzbal. No? Zdaj pa malo bolj resne stvari. No? Bi te predstavil, doktor ustavnega in evropskega prava, potem pa dekan na fakulteti za državne evropske študije Nove univerze si bil, potem rektor in prorektor Nove univerze, zdaj si pa redni profesor, če prav razumem. In si tudi direktor Centra za ustavnost in umetno inteligenco. Številni položaji v strokovnih delovnih skupinah na ministrstvih in pa kolumnist Financ. In Matej, ker sva ravno bila pri New Yorku, bi jaz začel v New Yorku. No, deva. Zanima me, Mandani postane župan New Yorka, z politikami, ki so bile imenovane socialistične, se pravi, postavil je to kapico na najemnine, ena izmed stvari, no, oziroma da jo bo. Ne. Pa me tle zanima, kakšen je tvoj pogled na to, kaj se je pravkar zgodilo? Je to zgolj neka logična posledica odpora proti Trumpu strani demokratov, oziroma da republikanci že težko mobilizirajo svojo volilno telo, če ne kandidira Trump? Ne? Ali smo tukaj videli za nek premik v duhu časa? Ali se je tukaj nekaj večjega zgodilo? Kaj ti misliš? Zdaj, New York je meni izjemno ljubo mesto. Začel si z 2-1 in ti si napadom 11. septembra. 2 leti kasneje sem se jaz tam znašel kot magistrski študent in sem 1 leto preživel v tem mestu. To enih najlepših spominov teh pozno najstniških dni. Zdaj, že v 20 letih je bilo to. Tudi garalo se je ogromno tam na New Yorški univerzi. Pa vendar, tako da New Yorku takrat zelo podrobno spremljam. Tako da sem podrobno sledil tudi tem lokalnim volitvam v narekovajih.
In jaz mislim, da zdaj tukaj v zvezi z Ohranovo izvolitvijo v resnici ne gre za nekaj velikega ali pa za nek prelom, ampak gre na eni strani za naslavljanje tiste problematike, ki v New Yorku že dolgo obstaja. V New Yorku je zelo fino biti, če prideš kot turist, se imaš fantastično lahko 10 dni, je pa tam kot običajen smrtnik, če nimaš milijonov, izjemno težko živeti. In tudi kot turisti ponavadi New Yorka ne spoznamo onkraj Manhattna, ampak če se v to malce bolj poglobiš, in kot rečeno, sam sem tam bil 1 leto, vidiš, da je to zelo grobo mesto, z velikimi socialnimi in ekonomskimi razlikami, ki so nekako tako zakrite pod bliščem velikega jabolka. Tako da te velike ekonomsko-socialne razlike, dejstvo, da se številni ljudje komaj da prebijajo skozi življenje, utegnejo pojasniti to navdušenje nad županom, ki obljublja demokratični socializem. Tako da to je ena takšna organska zgodba z te plati. Z druge plati je pa Mamdani nič drugega kot še en politični veljak, ki se je naredil skozi novodobno zgodbo socialnih omrežij. In pred časom, par dni nazaj, sta bila oba skupaj s Trumpom v ovalni pisarni in smo videli, da če se hočeta, se lahko v bistvu tudi zelo dobro razumeta. Tako da tukaj gre za nekoga, ki je razumel duh mesta, duh časa, socialno-ekonomske problematiko Združenih držav Amerike, izjemne stroške bivanja, nezmožnost, da daš otroke v vrtec, če nisi res izjemno premožen, potrebo, da delaš 2-3 službe v dnevu in dejstvo, da skozi socialna omrežja lahko te antagonizme, ki so v družbi in v mestu, nagovarjaš na način, da pripelješ te volivce v svoj žep. In to je Mamdani izjemno dobro počel. No, recimo, Ray Dalio, mislim, da govori o tem, da kapitalizem, razvoj kapitalizma, kjer se v bistvu večino premoženja začne stekati v zgornji procent, da pripelje do točke, ko začnejo prihajati na površje te socialistične ideje, in vedno več ljudi to podpira. Jaz sem živel v Ameriki, to je zdaj pa že 27 let nazaj, se pravi par let preden sva se midva spoznala. In takrat je bila ideja, da bi socializem nekako prišel na površje v Ameriki, nepojmljivo, tako nemogoče. Zdaj pa se je to spremenilo, da pa se mečken dogaja na tem področju, da prihajajo te politike zelo v ospredje. Kaj to misliš, da bi lahko pomenili za njihove volitve? Zdaj, ki jih imajo, mislim, da naslednjo jesen, imajo te volitve v kongres in senat, in pa posledično pol neko, recimo to bo leta 2028, ko bo nove predsedniške volitve. Kaj misliš, da bi se tukaj lahko zgodilo? To bomo še videli, pravzaprav kako se bo odvil Trumpov mandat. Jaz mislim, da sama izvolitev Mamdanija tukaj ne napoveduje kakšnih resnih objektivnih premikov v ameriški družbi. Strinjam se s tabo, da socializem včasih ni bil, še 10 let nazaj, recimo, ali pa 15 let nazaj, v Združenih državah Amerike ni bila krilatica, pod katero bi uspel zmobilizirati ljudi, ampak danes, je to lahko nekaj, s čimer ti opletaš v delu javnega mnenjskega prostora in nagovoriš določen krog ljudi, še vedno pa v praksi v New Yorku socializma gotovo ne bomo videli. Že izjave, ki jih je zdaj daje Mamdani, so čist nekaj drugega. Upajmo, da bomo videli res cenejši javni prevoz. Dvomim, da bomo videli državne trgovine, o katerih se je govorilo. Tako da, kaj bo pa zdaj na naslednjih ameriških volitvah, tudi v tem novem ciklusu, ko se obrne del kongresa, je po mojem mnenju pa izjemno odvisno od tistih tem in debat, ki se bodo odvijale nekaj tednov pred samimi volitvami.
situacija danes je izjemno, vse se hitro se pa spreminja zato, ker so se mediji spremenili. Včasih so konvencionalni mediji dolgo časa rabili, da so gneteli neko zgodbo, zdaj neka zgodba postane viralna v nekaj dneh, ali pa celo v enem dnevu in jo volivci potem tudi pozabimo že v nekaj dneh. Tako da težko je karkoli napovedovati, še posebej pa v politiki v tem obdobju, v katerem živimo. Okay. Greva zdaj še proti Evropi. Se pravi, imamo povečane izdatke za obrambo, predvidene. Do leta 2035 mislim, da se govori o 3 biljonih več, 3 do 3,5 biljonov več, to je trillions v angleščini. Imamo staranje prebivalstva, velik pritisk na pokojninsko blagajno, investicije v energetsko infrastrukturo zaradi zelenega prehoda. Eden izmed prejšnjih gostov je omenil, da bi to znal znašati okrog 600 milijard. Tukaj so se pravi novi porabniki, so te podatkovni centri in še naj bi tekmovali z ZDA in Kitajsko na področju umetne inteligence, se pravi, glede na to, da si direktor se pravi, Centra za ustavnost in umetno inteligenco. To se sliši precej duhamorno. Se pravi, ogromno teh nekih investicij, kje bomo vzeli, sliši se to kot neko podjetje, ki rabi kapitalsko injekcijo, močno kapitalsko injekcijo. Kje sploh Evropa začne? Ja, Evropa, tukaj si zelo lepo opisal izzive, pred katerimi stoji. Evropa ima tukaj objektiven problem. Ta denar, to so velike proračunske želje, realnost je pa povsem drugačna. Evropski proračun je izjemno nizek. To je države članice Evropske unije, 99% sredstev, ki jih ustvarijo, želijo obdržati zase in samo 1% delijo na vse evropski ravni. Torej, to je minimalen proračun, iz katerega ni nikakršne variante, da izpeljemo vse te projekte. Med državami članicami ni prav nikakršne pripravljenosti za uvedbo kakršnikoli resnih vseevropskih davkov, torej iz naslova katerih bi imela Evropska unija lastno fiskalno moč in kapaciteto, da bi lahko te projekte izvajala. Torej vse, kar preostane Evropi, je tisto, kar smo videli že v preteklosti, je torej skupno zadolževanje v nekem tudi zadržanem obsegu, ker resnici na ljubo skupno zadolževanje ni povsem v duhu evropskih pogodb, ki imajo no bailout clause in ki ne predvidevajo nekega velikega javnega dolga ob odsotnosti velikega evropskega proračuna. Tako da tukaj imamo ene velike škarje med tem, kar bi Evropa morala narediti, da bi bila bolj konkurenčna v globalnem merilu in tisto, kar je objektivno mogoče. Evropski politični razred, zdaj govorijo o Bruslju, je šibek. Šibek je pa zato, ker so še šibkejši politični razredi v državah članicah, tisti politični razredi, ki se zavedajo, kaj bi Evropa objektivno potrebovala. V večini evropskih držav, pa če greva od Francije, Italije in kar narediva en ta krog, se razmišlja praktično izključno kratkoročno, kako zadovoljiti apetite volivcev, tudi na zelo populističen način, samo zato, da ne izgubimo naslednjih volitev. Objektivna realnost in potreba je pa ta, ki si jo vrisil v investicije, vse te projekte, za katere sredstev ni in si je zdaj težko predstavljati, kako jih pravzaprav dobiti. Pri tem pa je treba povedati, da vsa ta sredstva so pa ključno potrebna ne samo za konkurenčnost Evropske unije, kot sem prej omenil, ampak ko gre v razmerju do Rusije, tudi v bistvu za samo eksistenco Evropske unije. Tam imamo mi neko objektivno varnostno grožnjo, ki jo tudi z obstoječimi obrambnimi kapacitetami in politiko, ki je trenutno v Washingtonu, ne moremo resno preprečevati ali pa odvračati. Ja, no se tlele mislim, da si zelo dobro izpostavil ta del, se pravi obramba. Kje tlele sploh začeti v bistvu? Vsaka kriza pravi tudi priložnost. Čeprav nekateri pravijo, kriza je kriza, pika konc.
Odvisno je, kakšen ekonomisti. Sam veš, da nekateri stavijo bolj na svobodni trg, drugi so bolj kenezijanci. In v bistvu sam zagon, same investicije v obrambo, v tistem deležu, kolikor lahko države Evropske unije potegnejo skupaj, bi to prav gotovo lahko pozitivno vplivalo na gospodarsko rast, pozitivno lahko vplivalo tudi na razvoj evropske vojaške industrije, ampak ta vojaška industrija bi morala biti evropska vojaška industrija. Torej, države bi se morale dogovoriti za neke skupne varnostne obrambne grozde, ki bi jih Evropa kot taka razvijala skupaj. Ampak to je težko storiti, če, kot rečeno, politike številnih držav imajo v fokusu samo svoj nacionalni interes, če imaš hkrati tradicionalno v Evropi, zlasti po drugi svetovni vojni, to idejo demilitarizacije, ne? Ki je razumljiva, torej nasprotovanja vojni, in če imaš hkrati še hibridne vplive ruskih hekerjev, ki tudi umetno ustvarjajo to nastrojenost evropske populacije napram temu, da bi se zavedali varnostnih groženj. Ampak začeti je treba pragmatično in v Nemčiji so že določena podjetja, ki so se orientirala v izgradnjo bolj vojaške industrije, iz avtomobilske proti vojaški. Tako da tukaj se bo v neki perspektivi nekaj prav gotovo razvilo, vprašanje pa je, če bo to dovolj in predvsem dovolj kmalu. Upoštevaje dejstvo, da pač Putinov pristop k evropski varnosti obstaja, mislim, je objektivno še vedno problematičen in Ukrajina ni samo neka muha enodnevnica, to je del širšega strateškega načrta, na katerega bi se Evropska unija morala odzvati. Prej si omenil, da je se pravi evropska politika v Bruslu, da je šibka, ne? Kaj bi to lahko pomenilo v prihodnosti za celo integracijo? Ne? Pa če vzamemo vse te investicije, vse te potrebe, ki se pojavljajo. Ne? Po drugi strani ima pa zahodni del Evrope, ki nudi ogromno socialnih pravic, ampak se več ali manj vsi soočajo z težavami javnih financ. Ne? Vsi imajo primanjkljaje, visoka zadolženost. Marsikera država ima že težave sestaviti vlado. Medtem ko vzhodna Evropa je pa očitno bolj konkurenčna, ima nižje davke, se pravi manj težav z javnimi financami, vendar tudi manj socialnih pravic načeloma. A ti vidiš tukaj kakšno paralelo oziroma kakšne zaključke bi lahko tukaj potegnil? Skozi Evropo teče več razvodnic. Imaš razlike med severno in južno Evropo z vidika same razvitosti, z vidika same fiskalne zadržanosti ali pa večje proaktivnosti v smeri redistributivne politike, in imaš to ločnico med Zahodom in Vzhodom z vidika novih držav, starih držav, starejših ekonomij, ki so bolj zadolžene, ki imajo svoje specifične demografske probleme, in pač nove države članice Evropske unije, ker tudi zato, ker so manj časa obstajajo kot države, so njihove javne finance zaenkrat še v boljši kondiciji. Ampak jaz mislim, da če gledamo z perspektive kot celote v Evropi kot tak, jaz mislim, da se ne oblikuje, na vsak način se izogibamo zavesti, da status quo, v katerem trenutno smo in ki je še vedno v resnici na ljubo izjemno komod, kot bi se rekli, ne? Zelo udobno Evropejci živimo. Dejstvo pa je, da takšen status quo že na srednji rok ni več vzdržen, ker njegovo vzdrževanje bo teralo točno to, kar ti opisuješ. Ne? Vse večji javni dolg, bolj kot se bo demografija spreminjala, večje bojo potrebe po socialnih transferih, in to bo treba od nekod vzeti. Če se bomo zadolževali, kot se zdaj že dela tudi na Kitajskem, ker Slovenija je ena tisti, ki je aktivno razmišljala o izdaji panda obveznice, to pomeni, da ko se zadolžuješ v razmerju do take države, kot je Kitajska, postajaš tudi odvisen od nje. Tisto, kar jaz obžalujem ali pa me skrbi, je to, da nekako se je Evropa odločila in politični razredi, da so te težave tolikšne, da jih pač držimo na ravni status quoja in se poskušamo nekako izviti iz njih.
Ne želimo pa resnici pogledati v oči in to je dejstvo, da bo nek srednji rok treba potegniti korenite ukrepe in da verjetno se bo kakšna generacija morala nekoliko odpovedati ravni svojega udobja, da bi lahko kakšna naslednja lahko bolje živela. To je pa neka zavest, ki smo jo v 21. stoletju skoraj do celoti izgubili. Kakšno pa imaš tukaj idejo, recimo, ko govoriš o korenitih spremembah? Kje bi tukaj jih najprej naredil, recimo? Ja, to se lahko pogovarja na različnih nivojih, ker problem, da Evropske unije, Evrope kot take, da je to večplasten sistem. Ena zgodba so države članice, druga zgodba je Bruselj in tretja zgodba je to troje vzeto skupaj. In prva stvar, jaz mislim, ki je bilo treba narediti v globalni strateški evropski perspektivi, je zavest, da smo lahko v prihodnem globalnem svetu močni, konkurenčni zgolj takrat, če bomo bolj utrdili to demokratično politično zavest Evrope kot take. Da se, kot je tudi v Draghijevem poročilu lepo pojasnjeno, zelo smo jamrali glede tarif, carin, ki nam jih je vžgal Trump, ampak mi sami sebi vžigamo največje tarife. Skupni trg dejansko ni dovršen in ker ni dovršen, so notranje carine, čeprav ne obstajajo, ampak tarife, ki so posledica indirektnih ovir na trgu, nam povzročajo, višajo cene za 44 pa tudi do 110%. In to bo mogoče prebroditi samo tedaj, ko bo nek domač politični razred sprejel v svoji zavesti, da mora voditi skupaj z evropsko politiko. Tega pa ne vidim. In druga plat medalje, in to je tisto, zaradi česar mi je bila Amerika vedno blizu in mi ostaja blizu, ne glede na vse težave, ki jih ima, spodbujanje kreativnega, ustvarjalnega človeka. Tega je v Evropi zelo malo, iz šol ven, še posebej pa iz univerz, ki jih dobro poznam, in tukaj smo Slovenci še posebej slabi, ker kjer se le da, zgradimo en majhen monopol in znotraj tega monopola gradimo svoj vrtiček in upamo, da bo ta vrtiček trajal čim dlje. Ne nagrajujemo pa najboljših, najbolj ustvarjalnih, ne potiskamo ljudi naprej, tiste, ki bi imeli ideje, ki bi bili proaktivni, ampak skušamo na vsak način držati ta pokrov nad loncem, da ne bi se stvari preveč spremenile. In to ni samo slovenski kredo, to je tudi francoski kredo, to je tudi nemški kredo, tukaj so boljše države v Skandinaviji pa Benelux države. In dokler tega ne bomo spremenili, zavesti, da je treba staviti na ustvarjalnost, proaktivnost, drznost in ne samo vzdrževanje nekega relativno bogatega socialnega status quo, toliko časa ne bomo bili sposobni nagovoriti tistih izzivov, ki so objektivno pred nami. In toliko časa nas bosta prehitevala tako Kitajska kot Združene države Amerike, ki bog ne daj, da stopita skupaj zoper Evropo. A tukaj vidiš mogoče kakšno razliko, ki si omenil Ameriko, sem pomislil na to, da tam se bolj prihaja do te neke individualnosti, se pravi izjemnih posameznikov, ki dosegajo izjemne rezultate, medtem ko v Evropi pa bolj ta kolektiv. Evropa je ponosna na to svojo socialno dimenzijo, na kolektiv in solidarnost. In s tem ni nič narobe. Jaz mislim, da je to točno tisto vezivno tkivo, ki tudi ki Ameriko šibi in zato toliko ljudi tam živi vsak sebi, in tako dalje v tej smeri. Ampak tisto, kar je bistveno drugače v Ameriki, pa nima toliko pravka z samim tem individualizmom napram solidarnosti ali pa socialni dimenziji, je dejansko ta kultura spodbujanja tistih ljudi, ki so dobri, ki se trudijo in se jim nekako pomaga, da uspejo. Torej neka, kako bi se rekli temu, meritokracija in mentaliteta upati si, drzniti, poskusiti, truditi se in, če še bolj preprosto rečeva, za dobro delo, dobro plačilo. To je recimo tisto, kar sem jaz bil deležen na univerzi, ki res skušajo iz ljudi, ki jih dobijo v roke, narediti nekaj najboljšega. Torej, pogledajo, kje ima kdo talente, potem skušajo tisto spodbujati in to velja
verjetno ne za vse ameriške šole, ampak je pa to nek mindset pristop, ki torej, da ljudem omogočajo, da se samo uresničijo, da svoje talente privedejo do nekega logičnega zaključka, skratka, in da uspejo na trgu. Tega je v Evropi mnogo manj. Se pravi, če te prav razumem, bolj se spodbuja prevzemanje tveganja. Absolutno. Pogum, se pravi, pa tudi odgovornost. Iniciativa. Ker jaz sem absolutno zagovornik socialne države, da ne bo pomote, ne? Ampak ta socialna država ne more biti tolikšna, da ti zgradi takšno zono udobja, ne? Da razmišljajo ljudje na način, sploh če se le da, se bom naslonil na te transferje, neko komoditeto, ki sem jo dosegel, in vse ostalo mi po bistvu predstavlja že preveliko tveganje. Ne? To potem ljudi tudi napravlja v osnovi nepripravljene sprejemati odgovornosti za lastne odločitve. Če pa ti tega nimaš, pa potem nimaš samostojnih, aktivnih državljanov in potem ne moreš imeti vibrantne niti civilne družbe, kaj šele politične skupnosti. To je tisto, kar se mi zdi, da pri nas manjka. No, zdaj si me spomnil. No? Lani sem bil na Deep Tech konferenci, to je startup konferenca na Poljskem. In tam je bil en podton cele konference, se je to večkrat pojavljalo, da kaj je problem v bistvu evropske startup scene v primerjavi z Ameriko. In na koncu smo prišli od tega, da je to nepovratna sredstva. Da je to problem. Subvencije. Subvencije. Zaradi tega, ker grejo v napačne projekte, ki drugače na trgu ne bi uspeli. Medtem ko v Ameriki to dela privatni kapital. Ne? Prevzamejo tveganje in investirajo v startup, ki se jim zdi perspektiven. Ne? Enim rata, enim ne. Samo ta privatni kapital ima tak interes, da bo tudi on pomagal vse, da bo temu startupu uspela. Tako kot da je bilo, da je to ta princip nepovratnih sredstev in subvencij, da je v bistvu zgrešen, da usmerja kapital v napačne projekte. To je res, pa se to izhaja iz same ekonomske teorije in prakse. Torej, pač subvencije so same po sebi že eden od vzvodov protekcionizma. Protekcionizem rabiš takrat, ko nisi konkurenčen, torej sama subvencija ni v pozitivni korelaciji z konkurenčnostjo. In podobno, recimo Evropska unija, to področje, kar dobro poznam, na stotine milijonov investira na raziskovalna področja. Ampak način, na katerega je to narejen, to me včasih res spominja na nek tak jugoslovanski, planski, socialistični sistem, kjer v Bruslju zakonodajalec sprejme določene normativne usmeritve, Evropska komisija konkretizira nek program, v duhu katerega se potem pripravijo naslednji klici k raziskavam. In ko ti pripravljaš raziskavo, ne greš tja z najboljšo idejo, ki bi bila out of the box, ampak moraš pravzaprav to svojo raziskavo naspinati na tista normativna, v oklepaju, politična pričakovanja od bruseljskih institucij. In potem se pač zadeve se zastavljajo vprašanje, zakaj te raziskave niso, kljub temu, da Evropa ogromno vlaga v področje znanosti in inovacij, zakaj te raziskave ne povzročajo takšnih breakthrough kot kakšne druge raziskave v drugih delih sveta. In ja, ta kolektivistični pristop, protekcionistični pristop tudi, jaz mislim, da so to na tisti konferenci, na kateri ti hodiš in si jih udeležuješ, da so to kar pravilno opredelili. Ja, je pa zanimivo, Kitajci imajo tudi tak centralno-planski princip, še vedno. Ampak neki delajo drugače ali boljš. Kitajska je imela čisto druge izhodične predpostavke, torej oni so takrat štartali z nule. Njihova prednost na začetku je bila pač demografija, ogromna država. In
tudi njihov sam etični odnos do človeka, do individuuma je čisto drugačen kot v Evropi. In iz tega vidika je njihova delovna sila vsaj zadnjih 30 let v bistvu bila instrument, človek je bil tam instrument za dosego nekega drugega, bolj posvečenega cilja, ki si ga je zadala partija na tak avtoritarni način. In taki avtoritarni sistemi, ki so po svoji biti utilitarni, so lahko zelo učinkoviti. In Kitajska je tukaj izkoristila tisto časovno okno priložnosti, ko se je lahko industrija preselila iz zahoda na vzhod, imela je ljudi, to je bila cenena delovna sila, na njih niso gledali kot pri nas delavca, ki ima upravičeno gledano dostojanstvo in celo vrsto delavskih in socialnih pravic, temveč so bili te ljudje tam večkrat podvrženi na Kitajskem in so še danes delo v nehumanih razmerah. Lahko so sproducirali produkte, ki so mnogo nižje, ne nujno kakovost, ampak imajo nižjo ceno kot v Evropi, in to je Evropa, pa ZDA smo to z veseljem pokupili. Da ne govorimo še o problematiki kraje pravic intelektualne lastnine, ki so se dogajale zlasti preden je Kitajska postala članica Svetovne trgovinske organizacije. Tako da Kitajska je tukaj zelo posebna zgodba. Tisto, kar pa mene skrbi, pa je, da se je v bistvu vzpostavila neka struktura, ki je ekonomsko izjemno močna, izjemno učinkovita, ki ima izjemen vpliv po svetu, kjer zahodni potrošniki v bistvu jim jemo iz roke, ne zavedajoč se, da celotna ta struktura pa ne temelji na spoštovanju demokracije, vladavine prava in človekovih pravic. In kdo ve, kakšne to utegne imeti posledice za razvoj sveta v naslednjih 10 letih ali pa še kasneje. Pa se deva malo tega dotakniti. Deva se. V naslednjih 10 letih, recimo. Ja. Tako, kako ti vidiš, da se bo razvijal ta svet? Pa začniva tle, da imamo dva tekmeca, ki recimo, da sta gospodarsko neck and neck. Medtem ko Evropa pa tukaj nekako na stranskem tiru zgolj opazuje dogajanje in se ukvarja sama sabo in prešteva investicije, ki jih mora narediti. Ja, jaz mislim, da eno od ključnih vprašanj v tej zgodbi bo, kako se bo, če se bo razrešila najprej ukrajinska kriza. Ker ta je za Evropo eksistenčnega pomena. Če se bo ukrajinska kriza, bog ne daj, razrešila na način, kot zdaj kaže, da bo Rusija dobila vse tisto, kar si je pravično izmislila in še več od tega, kar je okupirala, in če se bo šlo celo tako daleč, da se Ukrajini omeji število vojske, ki jo lahko razvije, to pomeni, da Rusija ostaja neposredno varnostna in s tem eksistenčna grožnja za Evropo. In s takim damoklejevim mečem nad seboj bo Evropa zelo težko vodila druge politike na ustrezen, kompetitiven način. Druga stvar, zdaj, ko gledamo 10 let, pač je lahko cela kupica faktorjev, ki nas do tja pripelje. Ena stvar, ki ostaja zdaj v zraku in ta jemlje čedalje več zraka, je seveda balon, ki se po vsej verjetnosti napihuje na newyorški borzi v zvezi z podjetji, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco. Tukaj imamo pravzaprav z vidika Evrope dve slabe izbiri. Nadaljna dominantnost velikih ameriških korporacij na področju umetne inteligence pomeni, da Evropa še dolgo ne bo ujela tega vlaka, če sploh kdaj. Po drugi strani pa ta dominantnost se mora iz ekonomskega vidika ohraniti, da balon, ki zdaj nastaja, ne poči. Ker če poči ta balon, me osebno skrbi, da se bomo znašli in spet s tem še posebej Evropa v slabšem položaju, kot smo bili po Lehman Brothers. In če se nam pa to zgodi, pa pomeni, da imamo na eni strani rusko objektivno vojaško grožnjo in na drugi strani spet Evropo, ki zaradi pomanjkanja lastne fiskalne kapacitete, še vedno neizdelane bančne unije, bo izjemno ranljiva po ekonomski plati. In če se zgodi balon, razpočen balon, bo to se prej ko slej prevedlo tudi v realni sektor. Ne bomo imeli recimo v Sloveniji več samo 4% brezposelnosti in pa mogoče spet 15%. To pa prinesel izjemne pritiske na socialne transferje, na fiskalno politiko držav in izjemne pritiske na obstoječe politične režime, ki so že tako ali pa tako ranljivi in kot sam veš, ujeti med nekako
dvopolno med ene in druge populiste. In torej, če se zgodi kaj takega, torej, da se ukrajinska kriza razreši na način, da Rusija ostane objektivna, eksistenčna varnostna grožnja, da se nam zgodi ena velika, spet svetovna ali pa saj zahodna depresija zaradi razpočenega balona, ki se prevede potem v realni sektor, smo lahko v Evropi zelo v distopičnem scenariju. Ne? In to že znotraj 10 let. To je bil distopičen scenarij. Okay. Tak realističen scenarij bi bil na nek način, o tem sva pisala maja s profesorom Mojmirjem Mrakom iz ekonomske fakultete, je pač ohranjena statusa quo. Ne? Določene stvari gremo malo naprej, pa gremo en korak malo nazaj in skušamo držati nek ekvilibrij navznoter in navzven, brez večjih prebojev, ampak zavedajoč se, da morda bo 10 let to še vzdržno, potem pa nič več. Ampak kar bo potem nas ne zanima, ker tudi tega političnega razreda to ne zanima. Tretji scenarij, takšen močnejše Evrope, optimistični, ki bi pa naredil en tak večji preboj, bi pa pomenil res močno Evropo, močnejšo Evropo, tako navznoter kot navzven, generiranje lastnih fiskalnih kapacitet, generiranje demokratične politične zavesti, da nismo samo Slovenci in Francozi, ampak tudi Evropejci in da moramo stopiti skupaj. To bi rezultiralo tudi v neki močnejši vojaški kapaciteti Evrope in s tem bi Evropa bila potem lahko spet nek resen sogovornik na globalnem parketu. Ampak kot rečeno, jaz sem zelo optimist, ampak sem v tej situaciji zelo zadržan optimist, ker se mi zdi, da to bomo hitro videli v roku enega leta, kaj se bo dogajalo zdaj res s to Ukrajino in kaj se bo dogajalo s tem velikim hajpom, ki v obliki borznega balona raste okrog umetne inteligence. Zdaj, seveda, najbolj nas zanima optimistični scenarij. Pa deva začeti, deva se zdaj premakniti bolj na slovenski parket. Kako se Slovenija lahko pripravi? Ali pa kaj ti misliš, da Slovenija lahko naredi, da bo za svoj prispevek k optimističnem scenariju? Ja, Slovenija bi morala... Zdaj, ta odgovor bo neimenovno političen, ker pač vsi problemi, o katerih zdaj govoriva, so politični problemi, ker se dotikajo javne sfere, kar pomeni, da v prvi vrsti bo v Sloveniji morali priti do nekega političnega preloma, premika v glavah ljudi. In kjer bo ta politični prelom v glavah ljudi tudi omogočil tisto, da iz te 40-letne ujetosti med naše in vaše leve, desne, zelene, rumene, ne vem koga še vse, kjer se vse vrti okrog enega ali dveh ljudi, da to nekako premostimo in da damo možnost mlajši generaciji, ki bo sposobna voditi neko pragmatično politiko. To je v bistvu pragmatična politika reševanja problemov in delanja tistega, o čemer sem prej govoril, sproščanju ustvarjalne kapacitete med narodom, če se tako izrazim. Torej, država je tukaj zato, da ljudem omogoči, da dobro živijo, da jim odstranja ovire za čim bolj produktivno življenje, torej da spodbuja ljudi. In če bomo kdaj dosegali, in to bo najprej, do tega bomo morali priti na ravni torej politike, nek politični pragmatizem, neko zavest, da država ustvarja okolje, v katerem smo potem slednjič odločilni mi, posamezniki, ustvarjalni posamezniki, tedaj bo prišlo lahko do nekega upanja za Slovenijo. Slovenija v primerjavi z drugimi državami, ker je to še mlada država, ni toliko obremenjena tudi s problemi postkolonializma, ne vem kaj vse na zahodu Evrope imajo, tudi demografske probleme, pa migracijske probleme. Slovenija je tukaj še relativno v nekem stabilnem položaju, in ima nastavke, na osnovi katerih bi sebe lahko naredila še eno tako propulzivno, prodorno družbo, ki bi potem kot taka lahko dala tudi kot majhna država nek svoj prispevek na evropski ravni. Dokler pa vsega tega ni, dokler smo mi doma zacikleni v neko staro politiko starih generacij, kjer dušimo in ubijamo sami sebe, zatiramo svoje lastne potenciale, je popolnoma nepresenetljivo, da Slovenija
ne daje prav nikakršnega prispevka na evropski ravni, ali pa da poganjamo neke skrajno ideološke teme, ki nimajo nič opravka z nekimi realnimi spremembami zunaj v svetu. Ja, zdaj, velikokrat slišimo, kar se tiče Slovenije, kje je problem, visoki davki. Ja. Dajmo davke znižati, pa bo vse v redu. To je zelo poenostavljeno. Zelo poenostavljeno, ker po drugi strani imamo pa mi pač javne finance, imamo pač pokojninsko blagajno, imamo proračun, zdravstveno blagajno. Kje ti tle vidiš rešitev? Naprimer, kako bi ti tle na ta javno-finančni problem, kako bi ti na to pogledal, pa skozi konkurenčnost Slovenije? Ja, pravni odgovor, če sem prej politično pa berkoval, je pravni odgovor tukaj bolj preprost. Mi imamo znotraj Evropske unije nekaj, čemur se reče fiskalna pravila. Ta fiskalna pravila smo zapisali tudi v lastno ustavo, imamo zakon o fiskalnih pravilih. Torej, mi moramo svojo javnofinančno politiko najprej držati znotraj teh ustavnih okvirov. In za začetek bo tukaj že pomemben korak, ker v smeri, v kateri plujemo trenutno, smo že na kratki rok izven teh gabaritov. Potem pa je potreben pa nek družbeni dogovor. Danska recimo je družba visokih davkov, ki pa ima hkrati tudi visok nivo javnih storitev. In mi lahko, jaz sem prepričan, ta država bi lahko funkcionirala tudi z relativno, rečemo temu, visokim davkom, če bi ljudje v zameno dobili zelo kvalitetne javne storitve, take, ki bi omogočale podjetjem, da hitro pridejo do dovoljenj in delajo tisto, kar želijo delati, take, kjer bi starim ljudem omogočili, da imajo ustrezno oskrbo na staro leta, in tako, kjer bi nam vsem omogočili, da smo tretirani strani nekega dobrega delujočega zdravstvenega sistema in kjer vsi skupaj imamo neke kvalitetne šole, kjer se naši otroci lahko izobražujejo. Ne more biti pa visoki davki, pa nizka kvaliteta javnih storitev, ker to pa potem zbija zaupanje posameznikov v državo, zbija tudi, rečemo temu, zavest, da se spodobi davke plačati. In že, kot tudi ti sam veš, ko davki dosežejo enkrat nek nivo po formalni plati, ko ljudje dobijo občutek, da so previsoki, se pač ekonomija iz zakonitih krogov prelevi v sivo ali pa črno ekonomijo. In to se nam že dogaja. Tako da, kot rečeno, neka pragmatična politika bi morala tu zastaviti davke na tistem nivoju, ki bi omogočali nek visok nivo javnih storitev, hkrati pa bi še vedno spodbujali tisto, o čemer smo prej govorili in kar manjka, tveganje in svobodo in prevzemanje odgovornosti za lastno tveganje. Se pravi, tako, če te prav razumem, ti bolj vidiš težavo na drugi strani, ne toliko višina davkov, ampak bolj nivo storitev. Eno je povezano z drugim. Zdaj, če smo še povsem odkrita, visoki davki, pa ne gre za katerokoli državo, vedno najbolj prizadenejo tistega, ki je najmanj mobilen. In to je točno srednji sloj. Srednji sloj je tisti, ki hodi v narekovaj samo v službo, dobiva neko dostojno plačo, to je njegov prijemek in ti kot delavec, kot zaposleni tem visokim davkom, če se stalno viša, kot v zadnji petletki ali pa četrtletki pri nas, v bistvu ne ubežiš. Podjetja, tista, kateri kapital je bolj mobilen, se lahko preselijo. So malo v Sloveniji, malo so na Cipru, malo so tu. Pač obstaja ekonomski inženirji, s katerim si ti lahko davke tudi znižaš. Tako da treba se je vprašati, kateri davki, koliko davkov in za koga. Ker davek nima samo fiskalnih učinkov, davek ima tudi pomembne ekonomske in druge stimulativne učinke na stopnjo ustvarjalnosti v družbi. Tako da jaz nasprotujem pavšalnim ocenam, rekoč, da so davki da so problem samo davki. Davki so problem, sploh na način, na katere so se višali v zadnjih 4 letih, na način, ki je po moji oceni protiustaven. Mi smo tudi vložili zahtevo za presojo za ustavnosti
pred zadnje novele zakona o dohodnini, v kateri ustavno sodišče še ni odločilo, ampak nek davčni nivo v neki ustrezni višini, drugi korelat njegov je res storitev, ki jih dobiš ti v zameno za to, kar državljan državi odstopiš. Zdaj pa tle še ena zadeva, neenakost. Slovenija je po nekih lestvicah trenutno na prvem mestu, se pravi, najnižji Ginijev koeficient ima. Se pravi, da je v Sloveniji, recimo, da je Slovenija med državami, kjer je največja enakost, najnižja neenakost. Ekonomska enakost, ja. Tako, ja. In to je načeloma pozitivno. Čemu bi ti to pripisal? A to je ekonomsko enakost, v kateri smo. Ja. Ja, to je pač neposredna posledica režima, iz katerega smo išli. To je posledica pač preteklega socialističnega režima, kjer veva, kakšen je bil sistem produkcije, da so bila pač produkcijska sredstva, kot so nas še vedno učili na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, so bila pač družbena lastnina, kar ni omogočalo posledično tudi družbenega razslojevanja. Ekonomska enakost v neki meri je gotovo dobrodošla. Imaš pa teorije, pa tudi naša praksa kaže, da ima lahko tudi svoje patološke konsekvence, ker v duhu ohranjanja te enakosti ti potem zatiraš večjo propulzivnost, večjo dinamičnost ljudi, večjo mobilnost ljudi, večjo ustvarjalnost, večje tveganje, sprejemanje odgovornosti. V neki fazi začnejo stvari potem tudi vleči družbeni, ekonomski razvoj nazaj, ker pač brez neko dodano vrednost, nekaj novega lahko izumiš zgolj tedaj, ko si prisiljen v to, da se angažiraš onkraj svoje komoditete. In tega v Sloveniji vsaj do neke mere manjka. No, vse, ker po drugi strani, zdaj mogoče je tle kakšna povezava tudi, pa konkurenčno pa padamo. V 5 letih, od leta 2020 smo bili na 35. mestu od, mislim, 65 držav. Zdaj, leta 2025 smo na 46. mestu od 69 držav. To je kar konkreten padec v 5 letih. In zdaj, malo sem se ukvarjal s temi indeksi konkurenčnosti, tukaj je cela kopica faktorjev, ki na to vplivajo. Eno je pač, koliko so podjetja, kakšen okolišni meri so podjetja sposobna integrirati v svoj delokrog tehnološki napredek, ki ustvarja potem višjo dodano vrednost na zaposlenega. In tukaj mi v zatečenih razmerah niti nismo tako slabi. Tam, kjer smo mi slabi in tisto, kar nas vleče navzdol po teh lestvicah konkurenčnosti, so dejansko faktorji, ki so vezani na delovanje javne uprave, na delovanje tistih javnih storitev, o katerih sva prej govorila, za katere plačujemo čedalje več, dobimo pa čedalje manj. In tukaj je problem pravosodje, torej neodvisnost sodstva, učinkovitost sodstva, tukaj je problem pridobivanja raznoraznih dovoljenj, torej odzivnost javne uprave, problem nadzora nad nezakonitim delovanjem javne uprave. Če ti ne dobiš nekega dovoljenja, potem to izpodbijaš, preden prideš na drugostopenjski nivo in še na sodnijo, to pri nas traja 2-3 leta in v tem času je pač gospodarskega ideja in gospodarskega projekta, ki si ga lotil, v bistvu že konec. Tako da, jaz mislim, da tisto, kar nas na lestvicah konkurenčnosti vleče navzdol, so zlasti nekakovostne javne storitve na relaciji pravosodja in javne uprave, pa potem tudi sama prometna povezljivost Slovenije. Tukaj se sam veš, če primeraš, kako si se pred nekaj leti lahko peljal iz Slovenije iz točke A v točko B in kako se zdaj lahko pripeljaš, so se stvari znatno poslabšale in vse to, kar sem zdaj opisoval, je pa v bistvu posledica dejstva, da je nam na nek način razpadel politični sistem. Mi imamo že kakšnih zadnjih 20 letij, je naša politika malo tako kot Zohran Mamdani. Ljudje, ki pridejo od nikoder, brez resnih političnih izkušenj,
mogoče so prej vodili kakšen sekretariat, so bili na kakšni upravni enoti ali pa na kakšnem podjetju, potem pa si predstavljajo, ali pa so bili komiki, potem pa si predstavljajo, da bojo pa lahko brez problema vodili državo z 2 milijonoma ljudmi in 24 milijardami v proračunu. Ne deluje. In vse to se potem prevaja v zmožnost države, da je konkurenčna v mednarodnem merilu. Okay, ta zadnji del, ki si omenil, razpad političnega sistema v Sloveniji, ampak ni to malo tako ena logična, umestna stopnja med tem, kar si prej govoril, da mladi prevzamejo politiko tega prostora. Siguran bojo tle določene, porodne bolečine, oziroma tega prehoda na nov politični razred, ali kako bi temu rekla. Jaz tukaj imamo dve različne stvari. Eno je, da imaš ti nove politične obraze, ki še naprej vodijo staro politiko. Drugo pa je, da se tebi dejansko zamenja generacija in da se ti zamenja mindset. In jaz mislim, da tukaj se rad sklicujem na staro biblijsko zgodbo. Se veš, Izraelcem je bila obljubljena pač dežela. Mojzes jih je peljal v to obljubljeno deželo, ampak tista generacija, ki je obljubljeno deželo zagotovila, vanjo ni vstopila. So potem še 40 let so še blodili Izraelci v puščavi, da so se očistili tiste generacije, ki jih je osvobodila in osamosvojila, če tako rečem. In na nek način, če se malo igrava s to primerom, se mogoče zdaj tudi nam Slovencem dogaja to. S tem, da smo imeli mi 2 generacije osamosvojiteljev, ene po letu 45, ene po letu 91 in zahvaljujoč dolgim življenjskim ciklom, nekako koeksistirajo še vedno danes. In jaz mislim, da z tega vidika, ker pač težko naučiš starega psa novih trikov, pač bo tudi v Sloveniji enkrat prišlo do neke spremembe, generacijske spremembe, kjer bomo dobili ne samo nove obraze, ampak predvsem morda tudi kakšen star obraz v politiki, ki bo pa drugače razmišljal in tudi drugače delal. Brez te spremembe si ne moramo obetati nobenega preboja naprej. Sprav, bolj govorimo o novih politikah. Ja, govorimo o novih politikah, pa o politikah, ki so utemeljene na dejstvu, znanju, če hočeš, meritokraciji, in politikah, ki ne samo servirajo tisto, kar ljudje želijo v nekem trenutku slišati. To recimo Trump počne fantastično, tudi Mamdani je to fantastično počel. Za vsako publiko nekaj, ampak politiko, ki se zaveda, kaj je res objektivni problem, kaj je objektivni izziv, in upoštevajo vse mogoče argumente in spoznanja te novne stroke, kako iz točke A priti v točko B na način, ki bi bil najbolj učinkovit. Tako politiko smo enkrat v Evropi že imeli po 2. svetovni vojni. Takrat, ko je bilo vse sesuto, so Francozi spoznali, da lahko zgradimo skupno Evropo zgolj tako, da bivše agresorje Nemce damo na skupni imenovalec in z njimi gradimo novo Evropo. Jaz upam, da tudi brez takšne katastrofe lahko v Evropi in Sloveniji pridemo do nekega novega političnega obdobja, ki bi saj še za nekaj desetletij podaljšal ta način življenja, ki smo ga zgradili po 2. svetovni vojni in ki je, tega se ne zavedamo in to premalo cenimo, ki je v bistvu neprimerljiv s čimarkoli v ekonomskem, socialnem, pravnem smislu, kar je v človeški zgodovini obstajalo kdajkoli prej. Deva se dotakniti še tvoje zadnje kolumne. Ja. Šutarjev zakon. Ja. Ko sem prebral, sem imel občutek, da tebe ni toliko zmotila vsebina zakona, ampak dejstvo, da je bilo se ti je zdelo premalo kritičnega pogleda na to. Da je bil samo en glas proti. Ne, v bistvu, zdaj Šutarjev zakon je en tak klasičen primer, ki je značilen. Gre za iskanje politika grešnega kozla. Če želiš delati politiko, ni bolje, da se ti zgodi taka zadeva, boljšega ni, kot da se ti zgodi taka zadeva, kot se je zgodila v Novem mestu, da je to storil nekdo, ki prihaja iz neke manjšine, ki med ljudmi ni priljubljena, in na tej osnovi ti zdaj domnevno zagotoviš varnost z raznimi represivnimi ukrepi. Torej, že z tega vidika jaz mislim, da je tukaj slovenska politika tako opozicijska kot koalicijska padla na izpitu, da se ni zmogla trezno odzvati na tragedijo, ki se je v Novem mestu zgodila.
To, da pa ti sprejmeš nek zakon in ta zakon je bil sprejet v 3 tednih, odkar je premier napovedal radikalne ukrepe, do njegove volitve je 3 tedne samo poteklo v državnem zboru, kar je tudi skrb vzbujajoče. In sprejeti so bili pa določeni ukrepi, ki se bodo dotikali ne samo tega, kar je morda pripeljalo do smrti v Novem mestu, ampak kar bo povečalo potencialno represijo na kazensko-pravnem, policijskem področju na nek srednji rok in kar bo vplivalo na nas vse. In tukaj je šlo brez resne razprave in vsa pravna stroka je bila tukaj proti, razen 3 ljudi. In mene je zmotilo to, da določena politika, tako koalicijska kot opozicijska, ker je morala zadostiti željo naroda, da se tukaj nekaj naredi, je poradirala, je šla pač kot neka lokomotiva čez vse argumente pravne stroke, pa čeprav so bili predstavljeni na način, ki pijejo vodo in ki so bili predstavljeni strani različnih svetovno-nazorskih skupin. To je tisto, kar me je zmotilo in kar me skrbi tudi za naprej, ker vzpostavljamo neko situacijo, ko se zdi, da v imenu koristi ljudstva lahko skozi parlament pripeljemo karkoli. Enkrat Čuterjev zakon, enkrat božičnico, ne veva še vse, kaj se bo do marca lahko pripeljalo skozi zakon, če bo vladajoča koalicija, pa včasih tudi z opozicijo presodila, da jim to lahko koristi na volitvah. Ok. Deva zdaj še odgovoriti na naslovno vprašanje. Ja. Matej, kakšna je prihodnost Slovenije? Jaz mislim, da Slovenija ima, kot sem že danes omenil, predpostavke za izjemen razvoj v prihodnosti. Ima visok nivo izobraženih ljudi, ima odlične naravne in geografske danosti, ima tudi izjemno močan propulziven ekonomski sektor, tukaj govorim zlasti v malih, srednjih podjetjih. Zadnjič sem bil na srečanju v Slovenija Business Club na Brdu, ogromno ljudi, ogromno talentiranih ljudi, ogromno pozitivne energije. Tisto, kar Slovenija rabi, je torej neka pragmatična politika, ki bi znala to institucionalizirati v nek delujoč pravni red, nek delujoč sistem javne uprave, in če bi se nam to enkrat zgodilo v kratkoročni perspektivi, potem je Slovenija res lahko med najuspešnejšimi državami članicami Evropske unije. In to je mogoče doseči v 10 letih, tudi znotraj tistega status quo scenarija, o katerem sva govorila. Če bi se zgodil optimistični scenarij, so lahko stvari še boljše. Treba biti pa pripravljen na morebiten pesimističen, torej distopični scenarij, torej scenarij, kjer bi se politična agonija in modus operandi, kot smo ga bili deležni zadnjih 40 letij v Sloveniji, da se to nadaljuje, tudi z novimi ljudmi, z novimi obrazi, pa stara mentaliteta, in če Evropa na nek način ostaja ujeta na eni strani med ameriško in kitajsko ekonomsko real politiko in rusko varnostno grožnjo, potem pa bi znala biti pa prihodnost tudi že v prihodnjih 10 letih v Evropi in Sloveniji zelo trpka. Tudi do te mere, da se bi kakšne stvari znale tako zelo pokvariti, da se jih ne bi dal več popraviti. In zato poudarjam, da smo zdaj res v nekem časovnem trenutku, smo res na prelomnici. Na prelomnici, ko se da stvari znatno izboljšati, ali pa še do te mere tako pokvariti, da se jih ne bo dalo v dogledni prihodnosti več spraviti niti na nivo, kjer smo danes. In jaz mislim, da je to tista zavest, s katero bi se morali mi danes stopiti v slovenski javni prostor in se v teh zadevah resno pogovarjati. Veliko je na tnalu. To je tisto, kar skratka, smo na neki prelomnici. Absolutno, pa to zdaj nisem, da ne bo to samo retorična figura, jaz mislim, da je to res tako. Da se je nek ciklus zgodovine se je izpel.
Za 70 let po koncu druge svetovne vojne je tista generacija, ki je vedela, kaj je vojna lakota, ti praktično ni več. In po padcu Berlinskega zidu se zgodovina ni končala, ampak so prišli na svetovni zemljevid novi igralci, ki bi se mogoče za tisto zgodovino, za katero si Zahod želel, da bi se končala, se želijo malce maščevati, pa prihodnost napisati po tistih zgodovinskih notah, ki kakšne države niso mogle v preteklosti uresničiti. Okay. In katero od scenarijev bi bila tvoja napoved, oziroma kjer mu pripisuješ največjo verjetnost? Jaz mislim, da pač, če smo realisti, je treba pričakovati, da bomo imeli nek status quo z tendenco nekega izboljševanja, postopnega izboljševanja. Če bo tako, bomo dejansko lahko vzdržali. Če bomo imeli pa status quo z tendenco nazadovanja, potem smo pa zelo blizu nekemu pesimističnemu scenariju, po katerem se bomo časov, o katerih danes govoriva, samo še nostalgično spominjali. Okay. Upamo na optimističen scenarij, oziroma vsaj je to prvo opcijo, ki si omenil. Dajmo pa še zadnji segment, to je segment hitrih vprašanj, ki so malo bolj napovedne narave. Okay. Dajva takole reči. Leta 2035, ali bo imela Evropska unija več članic, manj članic ali enako kot zdaj? Več. Ali bo vojna na področju Evropske unije v naslednjih 10 letih? Upam, da ne. Okay. In kateri kontinent bo zmagovalec tekme AI? Po vsej verjetnosti Američani. Okay. In zdaj pa še zadnje hitro vprašanje. Matej, nekaj v stilu, kot je rekel John F. Kennedy. Ne razmišljati o tem, kaj država lahko naredi zate, ampak kaj ti lahko narediš za državo. Matej, kaj lahko ti narediš za Slovenijo? Ja, jaz si predstavljam, da od nekdaj sem si že bila koncepcija samega sebe to, da sem profesor. In moj prispevek k Sloveniji je ta, da svojim znanjem, ki ga prenašam na študente, o tistem, kar mislim, da je prav, tisto, kar izhaja iz spoznanj pravne stroke, ustavno-pravne teorije, da s tem napajam študente, ki gredo potem s to svojo kritično mislijo, ki jo sami razvijajo v svet, v Slovenijo, kjer kot aktivni državljani ta vsak dan so ustvarjajo. To je tisto, kar je moj neposreden prispevek prek akademskega udejstvovanja k prihodnosti in sedanjosti Slovenije. Matej, najlepša ti hvala za tvoj odziv na vabilo. Poslušalci in gledalci, se vidimo naslednji torek. Čau.